Danes bom kupil najbolj smrtonosne insekte na svetu, da jih poskusim obdržati kot. Moje nove hišne ljubljenčke, vključno s pajki, ki so tako strupeni, da vas lahko ubijajo v nekaj minutah. Velikanske rake, za katere je znano, da jedo ljudi, žuželke, ki svetijo v temi in izgledajo kot iz grozljivke, ter še veliko drugih norih insektov, ki vas bodo osupnili. Ja, mislim, da lahko mirno rečem, da je to najbolj neumna stvar, kar sem jih kdaj naredil. Zdaj se morda sprašujete, zakaj to sploh počnem? In odgovor je pravzaprav precej preprost. Veste, celo življenje so me fascinirale živali, razen insektov. Ja, v resnici me je kar precej strah insektov. Zato sem si mislil, kako bi lahko svoje strahove premagal bolje kot tako, da napolnim svojo sobo z najbolj norimi, najredkejšimi in najbolj smrtonosnimi insekti na svetu. In no, že smo prejeli prvega, torej, to pošiljko sem naročil pred nekaj dnevi. In žuželka, ki bi morala biti tukaj notri, je izjemno nevarna. Zato bom moral biti zelo previden, ko jo bom odpiral. Tukaj gremo, fantje, tako sem živčen trenutno. Mislim, da jo vidim, je v posodi. O moj bog, premika se. Fantje, ne morem verjeti. Dejansko smo jo dobili. V posodi je bila črna vdova, ki je znana tudi kot 6. najbolj strupen pajek na svetu. En ugriz tega tipa te bo zagotovo spravil v bolnišnico. V nekaterih primerih pa te lahko tudi ohromi ali celo ubije. In zdaj imamo enega za hišnega ljubljenčka. Super, to je res kul. O bog, ne, zdaj poskuša pobegniti. Čeprav je ena črna vdova že strašljiva, sem si jo pobliže ogledal in prišel do grozljivega odkritja. Fantje, precej sem prepričan, da je ta črna vdova breja. Mislim, poglejte, kako je debela. Mora imeti notri kakih 100 mladičev. Počakaj malo, hej Siri, koliko mladičev lahko ima črna vdova? Črne vdove lahko imajo do 900 mladičev. O moj bog, ja, kot ste lahko opazili, sem bil potem kar malo prestrašen. Ampak na srečo bo še nekaj časa, preden se ti mladiči črne vdove dejansko izležejo. Tako da za zdaj jo bomo dali v njen novi dom in jo bomo opazovali. In upajmo, da bomo do konca videa imeli svojo lastno vojsko črnih vdov. Neto sem našel spletno stran, ki naj bi prodajala skrivnostno škatlo s tarantulami. Obstaja veliko vrst tarantul, vključno s takimi, ki zrastejo tako velike, da lahko jedo ptice, in nekatere so tako redke, da stanejo več kot $10,000. Tako sem jo kupil in približno teden dni kasneje se je pred mojimi vrati pojavila škatla. Morda se mi meša, ampak precej prepričan sem, da jih slišim, kako se plazijo tukaj notri. O moj bog, to je tako strašljivo. Previdno sem jo odprl in opazil 5 posod znotraj. V vsaki pa je bila naključna tarantela. Ampak bil je en problem. V nekatere od teh posod sploh ne morem pogledati. Splet je tako gost, da če želimo najti te tarantele, jih moramo zdaj odpreti, pri čemer moramo upoštevati, da je vsaka vrsta tarantele strupena. Odločil sem se, da si nadenem rokavice, da me ne bi katera ugriznila. In potem, ko sem malo prekopal prvo posodo, se je to zgodilo. Počakajte, tam je, fantje. Vidim jo. V redu. V resnici je kar velik. Nimam pojma, katera vrsta tarantule je to, ampak izgleda strašljivo. Ker v tem videu poskušam premagati svoj strah pred insekti, bom dejansko poskušal prijeti večino izmed njih. Zato samo upam, da me ne bo katera ugriznila. Tako sem pogumno prijel tarantulo in čeprav me ni ugriznila, me je bilo še vedno zagotovo strah. Torej, pred nami je še dolga pot, če želim premagati svoj strah pred insekti. Ko sem ga dal v njegov novi dom, sem šel odpreti še en zabojček, ko se je nenadoma to zgodilo. Ne, moj bog, ne, pobegnil bo, ne, beži stran, moj bog, zdaj. Na srečo sem ga uspel izslediti, ga prijel in ga spravil v njegov terarij, brez da bi me ugriznil. No, fantje, šele pri 3. insektu smo in že mi je žal, da snemam ta video, pa je to dobesedno nič v primerjavi z drugimi insekti, ki jih bomo imeli kasneje. Ampak za zdaj smo imeli v škatli še 3 posodice. Zato sem jih odprl. In našel sem še 3 vrste tarantul, ki jih še nikoli nisem videl. In pravzaprav so bile videti res kul. Uspešno sem držal vse 3 hkrati, pa me niso ugriznile in so bile pravzaprav precej prijazne. Ne morem verjeti, da to govorim, ampak v naslednjih nekaj dneh sem res užival, ko sem jih imel za hišne ljubljenčke. Mislim, opazovati, kako gradijo svoje mreže, je bilo res fascinantno in čeprav je bilo gledati jih med hranjenjem naravnost grozljivo, je bilo hkrati tudi precej kul. No, zdi se, da sem morda premagal svoj strah pred tarantulami, vendar kasneje v videu. Kupil bom največjo na svetu, zato kdo ve, ali bo tista tako prijazna kot tile tukaj. Za zdaj pa smo se morali osredotočiti na to, da napolnimo preostali del sobe z najbolj smrtonosnimi insekti, kar jih lahko najdemo. Zato sem se odpravil v svojo lokalno trgovino za hišne ljubljenčke, da vidim, kaj imajo tam. Potem, ko sem si ogledal vse različne insekte, sem izbral 3 najbolj nore, kar sem jih lahko našel, in jih kupil.
In zdaj je bil čas, da se vrnem domov in vam pokažem, kaj sem dobil. Ko sem bil v trgovini za hišne ljubljenčke, sem najprej vzel ta zabojček in sprva nisem videl ničesar. Ko pa sem si ga bolje ogledal, sem opazil tega tipa, ki je mladič stonoge Salomonovih otokov. In so izjemno strupene. Tako strupene, da je znano, da so ubile ljudi. Torej, ja, vem, da sem rekel, da bom danes držal nekaj žuželk, ampak tega tipa zagotovo ne, ker danes nočem umreti. Tako sem ga previdno dal v njegov novi dom in takoj se je zakopal v zemljo ter izginil. Torej, ja, nisem prepričan, če ga bomo še kdaj videli. Zdaj pa je bil čas, da nadaljujem z naslednjo posodo, v kateri je bilo nekaj norega. To je bogomolka in čeprav ni smrtonosna za ljudi, je zagotovo smrtonosna za druge insekte. Bogomolka je znana po svoji izjemni agresivnosti in je odličen lovec. Opremljena z dvema izjemno ostrima kopjama in glavo, ki se lahko obrne za 180 stopinj, ta žuželka lahko premaga skoraj vse. Čeprav so ti fantje precej strašljivi, me sploh ni strah. Pravzaprav sem si vedno želel imeti bogomolko za hišnega ljubljenčka, zato mi je to res kul. Potem sem ga namestil v njegov novi dom in premaknili smo se na zadnjo posodo v vrečki, v kateri je bil daleč najbolj strašljiv insekt. To je škorpijon. Vendar ne kar katerikoli škorpijon. Ta je dejansko breja in v sebi nosi približno 100 mladičev. In če pogledate res od blizu, lahko dejansko vidite jajčeca v njenem trebuhu, kar je res noro. Tako da zdaj nimamo le breje črne vdove, ampak imamo tudi brejega škorpijona. Kaj boš naredila z vsemi temi mladiči? Nimam pojma. To je verjetno nekaj, kar bi moral ugotoviti. Ampak o tem se zdaj ne obremenjujmo, ker imamo še vedno ogromno praznih terarijev in veliko žuželk, ki jih moramo kupiti. In no, našel sem spletno stran, ki prodaja najbolj nore primerke doslej. Imenuje se žametni črv in so izjemno redki ter zelo težko jih je najti. Tako so redki, da je v njih na spletu zelo malo informacij in skoraj nihče jih nima za hišnega ljubljenčka. Takoj, ko sem videl, da ta spletna stran prodaja enega, sem vedel, da ga moram kupiti. Ampak ti fantje so nekaj posebnega. Niso navadni črvi. Imajo namreč super moč, veš? Žametni črv je znan po tem, da lahko izstreli sluz iz svoje glave, ki se prilepi na plen in ga onesposobi, kar žametnemu črvu omogoči, da ga ujame. Ker so tako počasni. Zato sem naročilo oddal in po nekaj dneh čakanja je prispelo. Previdno sem odprl škatlo in takoj opazil posodico, v kateri je bil žametni črv in res bil je živ. O moj bog, fantje, to je tako kul. Ta stvar res izgleda kot mali vesoljec. In prepričan sem, da smo eni redkih ljudi na svetu, ki ima kaj takega za hišnega ljubljenčka. Ampak, kot sem rekel, so zelo krhki, zato jih nočem preveč prijemati. Zato ga dajmo zdaj kar prestaviti v njegov novi dom. To je bila ena izmed najbolj kul stvari, kar sem jih kdaj videl. Ampak morali smo iti naprej, ker imamo še veliko terarijev, ki jih moramo napolniti. Zato sem šel nazaj na splet in naslednja žival, ki sem jo našel, tehnično gledano ni bila insekt. Vsaj še ne. Veste, pravijo jim ličinke trzač in verjetno so najbolj grozljive in ogabne stvari, kar sem jih kdaj videl. Ampak s časoma se bodo ti fantje spremenili v nekaj, kar imenujemo trzača, ki pa je insekt. Tako sem kupil ne enega, ne dva, ampak 12 teh. Ja, nisem prepričan zakaj, to je verjetno slaba ideja. Ampak zdaj je bilo že prepozno. Tako sem počakal nekaj dni in končno so prispeli na moj prak. Prav, fantje, ličinke trzač imam tukaj. Izjemno sem živčen. Resnično nimam pojma, kaj naj pričakujem. Še nikoli nisem videl ličinke trzače. Gremo kar na to. Gremo, 3, 2, 1... O, v redu, tukaj je kup morskih alg, morda so pod algami. Počakaj, ja, tam so. O moj bog, te stvari so res ogromne, fantje. Fuj, wow, kaj za vraga, ste videli to? Kaj je ta pravkar naredil? Samo raztegnil je usta. To izgleda res strašljivo. Zdaj ne vem, če ste to videli, ampak če pogledate res od blizu, lahko to dejansko vidite. Krvni črv ima ta noro videti usta, ki se raztegnejo iz njegovega telesa. In v njih ima 4 zelo ostre čekane, napolnjene s trupom. In to uporabljajo, da se prisesajo na svoj plen. Ja, mislim, da teh fantov ne bom držal v rokah. Namesto tega uporabim te pincete, da jih poberem, tako jih lahko bolje pogledamo. Stari, te stvari so tako ogabne, kaj sploh gledam v tem trenutku? Res je noro, kako lahko vedno znova podaljšujejo svoja usta. Mislim, poglej, kako dolga so pri tejle. Za zdaj sem jih dal to majhno posodico in bilo je tako čudno gledati, kako se premikajo naokoli. Ampak očitno je ta posodica premajhna za vse te krvne črve in če niste vedeli, dejansko živijo v slani vodi. Zato sem napolnil večji akvarij z vodo naravnost iz oceana in van dodal vseh 12 krvnih črvov. In ja, mislim, da lahko rečem, da so to bila najbolj grozljiva bitja, ki smo jih do zdaj kupili. Ampak postalo bo še bolj noro.
Ampak preden gremo kupiti še več insektov, sem se odločil preveriti nosečo črno vdovo. In no, našel sem tole. O moj bog, fantje, je to tisto, kar mislim, da je? Prepričan sem, da je pravkar izlegla jajčece. Na dnu terarija je majhna bela kroglica in prej je ni bilo tam. Zato sem jo previdno pobral. In res, to je bila jajčna vrečka, ki bi lahko vsebovala do 900 mladičev črne vdove. Če pa želimo, da se izležejo, jih moramo dati v ločeno posodo, sicer jih bo mama morda pojedla. No, mislim, da lahko zdaj samo čakamo in upamo, da bomo kmalu imeli kup pajkovih mladičev. Pravzaprav sem res živčen, ko pomislim, koliko jih je notri. Zato sem se odpravil v drugo trgovino za hišne ljubljenčke. In ta trgovina je imela veliko več insektov kot prva. Dejansko so jih imeli toliko, da so celo sobo namenili samo insektom. Vendar sta mi 2 insekte še posebej padla v oči, zato sem ju kupil in se odpravil domov. Eden od teh insektov je zagotovo najredkejši, kar smo jih do zdaj kupili. Pravzaprav sem si ga vedno želel, čeprav sovražim insekte. Ampak preden vam pokažemo tistega, smo dobili še nekaj drugega, kar je precej bolj strašljivo. In to je stonoga, vendar ni navadna stonoga. Ta je dejansko modra. Še nikoli prej nisem videl modre stonoge. Zato sem enega izmed delavcev vprašal, ali je nevarna, in rekel je, da zelo je nevarna. In rekli so mi, naj je ne držim, zato jo bom vseeno prijel. Ja, nisem lagal, ko sem vam prej povedal. V tem videu sem nameraval poskusiti držati čim več insektov. Tako upam, da bom premagal svoj strah pred insekti. In to ni nobena izjema. Vse, kar moram narediti, je, da ga zagrabim tik za glavo. Gremo. O moj bog, imam ga. To je strašljivo. Fantje, o moj bog. Njegove klešče so zdaj tako ostre, kot lahko vidite, ga držim tik za glavo. Tako me ne more ugrizniti, ker bi mi s tem ubrizgal strup. In to ne bi bilo dobro. Au, v redu. Čeprav me ne more ugrizniti, so njegove klešče res ostre. Au, o moj bog. V redu, spravimo ga v njegov terarij. Na srečo sem ga uspel spraviti v akvarij, ne da bi me ugriznil, in recimo, da ni bil prav nič vesel. Z eno žuželko je bilo opravljeno, kar pomeni, da je bila v vrečki še ena, in kot sem že rekel, je bila to nekaj popolnoma norega. Imenuje se pajek z vratci in prepričan sem, da lahko uganeš, zakaj jih tako imenujejo. V bistvu so znani po tem, da lahko naredijo majhne luknje v tleh z loputo na vrhu. In ko začutijo majhne vibracije manjših žuželk, ki hodijo naokoli poleg njih, skočijo iz tal in jih zgrabijo, zaradi česar so vrhunski plenilci iz zasede. Mislim, kako kul je to, a ni? Res je fascinantno pomisliti, kako pametne so te žuželke, da sploh pomislijo na kaj takega. In da lahko naredijo te zapletene lopute samo s svojo mrežo, so ta bitja resnično edinstvena. In ne morem verjeti, da imamo enega dejansko za hišnega ljubljenčka. In zdaj je ostala le še ena stvar, ki jo je bilo treba narediti. In to je bilo, da ga spravimo v njegov novi dom. Tako se lahko v naslednjih nekaj dneh loti izdelave svoje lopute. Opazil sem ga, kako je kopal te luknje, kjer se bo zdaj skrival, da bo prežal na svoj plen. Potreboval je nekaj dni, a na koncu je bilo končano in past je bila pripravljena. Zato sem se odločil, da vržem noter nekaj čričkov, da vidim, ali bo pajek dejansko uporabil loputo. In no, mislim, da ni bil lačen, ker sem dobesedno sedel tukaj ure in se ni zgodilo nič. Ker imamo še toliko terarijev za napolniti, smo potrebovali veliko več žuželk. Zato sem našel spletno stran, ki prodaja skrivnostno škatlo z redkimi žuželkami. In ko naročiš eno od teh, seveda ne veš, kaj boš dobil, ker je to skrivnost. In glede na to, da obstaja več kot 5 milijonov vrst žuželk, sem se odločil kupiti 5 teh škatel, da vidim, kaj lahko dobim. In čeprav ne bom ničesar razkril, recimo samo, da bom to zagotovo obžaloval. Nekaj dni kasneje sem prejel vseh 5 paketov, zato sem odprl prvega in našel tole. Ne, o moj bog, so to ščurki. Ljudje poslali so mi ščurke. Zakaj bi to naredili? Sovražim ščurke. To so dobesedno moje najmanj priljubljene žuželke na svetu. Tako so ogabni. In to niso bili kar neki navadni ščurki. Ti so bili madagaskarski sikajoči ščurki in so ena največjih vrst ščurkov na svetu. Ker imam ščurke tako rad, sem se odločil, da jih dam v to ogromno ogrado. Tako bodo imeli veliko prostora za tekanje naokoli. Ne, počakaj. Pozabil sem, da so tukaj noter bradate agame. In jedo vse ščurke. V redu, oprostite, fantje, nisem mogel tega narediti. Ne bom imel ščurkov za hišne ljubljenčke. Ja, pojdimo kar odpreti naslednjo škatlo, oprostite. V drugem paketu je bilo nekaj, kar se imenuje bičasti škorpijon. In ti fantje izgledajo res noro. Skoraj izgledajo kot mešanica med pajkom in škorpijonom. In čeprav izgledajo strašljivo, so v resnici precej neškodljivi. Zato sem se odločil, da ga preprosto poberem in sem ga dodal v njegov novi dom. Prav, s tem smo opravili z 2 žuželkama, kar pomeni, da imamo še 3. Iskreno upam, da tukaj ni več ščurkov.
In čeprav v škatli številka 3 ni bilo nobenega ščurka, je bilo nekaj zelo podobnega. Temu pravimo izopodi. In iskreno nisem 100% prepričan, katera vrsta so. In to zato, ker je na svetu več kot 10.000 vrst izopodov, od mikroskopskih do tistih, ki živijo globoko v oceanu. Ki lahko zrastejo več kot 30 cm v dolžino. Torej, ja, mislim, da lahko mirno rečem, da so ti fantje res kul. Dajmo jih namestiti v njihov novi dom, potem pa bomo nadaljevali s škatlo številka 4. Ko sem jo odprl, sem opazil nekaj notri in... No, bilo je res nenavadno. Fantje, kaj za vraga pravzaprav gledam ta trenutek? Tukaj je kup teh plastičnih posod, napolnjenih s papirnatimi brisačami, ampak v njih ne vidim ničesar. Ali bi moral biti zdaj zaskrbljen? To je res čudno, fantje. Kaj, če je notri kup črnih udov? O, to je tako strašljivo, veste kaj? Pa naredimo to, odprl jih bom. Previdno sem odprl eno izmed posod, izvlekel sem papirnato brisačo in še vedno ni bilo ničesar v posodi. Tako sem razvil papirnato brisačo in v njej sem našel tole. O moj bog. O, tam je pajek. V redu, zdaj je na moji roki, fantje. Kakšen pajek je to? Je strupen? Zagotovo ni črna vdova. Iskreno, malo je videti kot tarantela. Počakaj malo, torej mi hočeš povedati, da je v vsakem od teh zabojčkov tarantela? Kaj naj sploh naredim s toliko tarantelami? Ja, res, nisem imel pojma, kaj naj naredim. Ampak za zdaj sem se odločil, da odprem vsak zabojček in odstranim pajke enega za drugim. In na koncu sem preštel približno 25 mladičev tarantel. In ker jih je bilo toliko, sem se odločil, da kar cel zabojček postavim v terari, da bodo lahko sami splezali ven. Ko sem to opravil, sem prešel na 5. paket, ki je imel najbolj nore žuželke od vseh. Kaj za vraga je to, fantje? O moj bog! Zdi se, kot da imamo tukaj kup velikih bogomolk ali nekaj takega. Saj tako sem mislil, da so, potem pa sem videl tisto. Na posodi je pisalo, da so ti fantje pravzaprav avstralski bodičasti paličnjaki, pa sploh nisem vedel, da obstajajo. Prepričan sem, da lahko ugotovite, zakaj jim pravijo paličnjaki, saj dobesedno izgledajo kot palica. Mislim, poglejte, kako dobra je njihova kamuflaža, popolnoma se lahko zlijejo z okolico. Mislim, da lahko z gotovostjo rečem, da se je nakup teh skrivnostnih škatel izplačal. Čeprav smo morali prenašati ščurke in mlade pajke, smo dobili 3 res kul žuželke. In ja, mislim, da so to moje najljubše živali, ki smo jih do zdaj kupili. Ampak imamo še nekaj za odpreti. In recimo, da sem najboljše prihranil za konec. Če se spomnite prej v videu, sem kupil tisto skrivnostno škatlo s tarantulami in rekel sem, da bom kasneje poskusil kupiti največjo tarantulo na svetu. To je ptičjega pajka. No, pred kratkim sem naletel na nekoga, ki jo je prodajal, zato sem jo moral kupiti. Previdno sem odprl škatlo in takoj opazil tarantulo v posodi. Bila je ogromna. Ker so tarantule, ki jedo ptice, znane po svoji agresivnosti, sem se odločil, da si nadenem rokavice, za vsak slučaj, če bi me poskušala ugrizniti. Predu, evo ga, imam ga. O moj bog, trenutno se tresem, fantje. Ta tarantula je ogromna in ne zdi se, da bi bil zdaj kaj posebej vesel, čeprav je to največja tarantula, kar sem jih kdaj videl. Pravzaprav zrastejo še veliko večje od te. Ta sploh še ni popolnoma odrasel, kar je strašljivo pomisliti, ampak ja, ta me res dela živčnega. Mislim, da bi ga morali spraviti v terari. O moj bog, vidiš to? Poglej, kako veliki so njegovi čekani. Če bi vedel, da ima tako velike zobe, ga ne bi držal. Pojdi noter, ogaben si, o moj bog. Potem sem našel še en oglas na spletu, kjer je nekdo prodajal enega najbolj strašljivih insektov, kar sem jih kdaj videl. Tako da sem ga seveda kupil in že čez nekaj dni je prispel. Prav, gremo, fantje, odprimo ga. Za tega sem izjemno živčen. Oh, mislim, da ga vidim. Je v posodi. To se imenuje kameli pajek. In čeprav je verjetno ena najbolj strašljivih žuželk na svetu, je pri teh fantih nekaj zelo posebnega. Naj vam pokažem. Hitro ugasnimo vse luči. Vidite, ko je zunaj tema in imate nekaj, kar imenujemo ultravijolična svetilka, bo kamelja pajkovka dejansko žarela. Ja, ne vem, kako je to mogoče, ampak je res kul. Potem sem ga dal v terari, takoj pa je zlezel v to jamo, kar je bilo res kul. Potem pa sem nadaljeval iskanje norih žuželk na spletu, ko sem našel najbolj noro žival do zdaj. O moj bog, v redu, fantje, zdaj že kar malo paničarim. Pravkar sem našel žival, ki je naprodaj, za katero sploh nisem vedel, da jo lahko imaš za hišnega ljubljenčka. Ampak veste kaj, kar bom naredil? Kupil ga bom in upam, da ni prevara. Minilo je nekaj dni in o paketu ni bilo ne duha, ne sluha, zato sem začel izgubljati upanje. Potem pa je končno prispel in bil je čas, da ga odprem. No, pa poglejmo, fantje, da vidimo. Smo bili prevarani ali ne? O, mislim, da ga vidim, fantje. Nismo bili prevarani. Na začetku bi morda mislili, da je to samo rak samotar, ampak to je nekaj veliko bolj norega. Pravzaprav se imenuje kokosov rak
in je največja vrsta kopenskega raka na svetu, ki zraste do 1 metra v dolžino. Ampak to še ni vse. Ti fantje so znani tudi po tem, da jedo ljudi. Ja, prav ste slišali. To je dobesedno človekojedec in zdaj ga imamo za hišnega ljubljenčka. Kako kul je to človek? Tudi močan je, fantje. Dobesedno ga ne morem pripraviti, da bi izpustil ta zabojnik. O, evo ga. Imam ga, izpustil je. Končno. Ne morem verjeti. Trenutno dobesedno držim kokosovega raka. O, poskuša me uščipniti. Ne, au, o moj bog, uščipnil me je. Drži me, fantje, prosim, spusti. O moj bog, fantje, to res noro boli. O, evo ga. V redu, spustil je, fantje. O moj bog. Poglejte moj mezinec. Dobesedno me je prerezal. Dal sem ga v njegov novi dom in nadaljeval. Neto sem našel spletno stran, ki je prodajala skrivnostno škatlo s smrtonosnimi pajki. Na spletni strani dobesedno piše, da bi te pajki v tej škatli lahko dejansko ubili. Tega verjetno ne bi smel kupiti, ampak bom ja, prav ste slišali. Kar kupil sem ga in že čez nekaj dni je prispelo. Vsaka od teh skrivnostnih škatel vsebuje 2 smrtonosna pajka. Zato sem previdno dvignil prvo posodo in takoj sem opazil nekaj v notranjosti. Sprva sem mislil, da je to črna vdova, a ko sem si jo pobliže ogledal, sem ugotovil, da je to pravzaprav rdeča vdova, ki je prav tako strupena. To je noro, fantje. Še nikoli prej nisem videl take. A že samo dejstvo, da je lahko en ugriz tega pajka potencialno smrtno nevaren, je naravnost grozljivo. Zdelo se mi je prav, da ga dodam v terarij poleg črne vdove. Zdaj pa je bil čas, da se premaknem k drugi posodi, v kateri je bilo nekaj še bolj smrtonosnega. O moj bog, fantje, kar prepričan sem, da je to rjavi samotarec. In če niste vedeli, so ti dejansko 4. najbolj strupeni pajki na svetu. Še bolj strupeni kot črna vdova. Žal se jajčece črne vdove še ni izvalilo, ampak ko se bo, vam bom zagotovo povedal. Za zdaj pa moramo tega rjavega samotarskega pajka spraviti v njegovo novo terarijsko posodo. In mislim, da je ostala le še ena stvar, in to je, da prespim tukaj. Prav, lahko noču sem. Naj vas posteljne stenice ne pičijo, razumete? Ker so žuželke. Prav, oprostite, veste kaj? Grem kar spat zdaj. Lahko noč.